Bodite lepo pozdravljeni, dober dan želim. Slovenske kulturne akcije vas pozdravlja Damjana Klin. Sedežem v Buenos Airesu, sicer pa povezujemo vse kulturne dejavnike za mesto in po svetu. Veseli me, da danes imam čast, da se lahko z vami pogovarjam, glede na to, da se pripravljate na turnejo po Argentini in Urugvaju. Bi rad vam vprašal in prosil, da se predstavite in da predstavite projekt oziroma program. Jaz na kratko predstavim obe avtorici, na ves čas gledam Polono. Najprej hvala za povabilo Slovenski kulturni akciji in gospodu Ahlinu, ki nas je tako lepo sprejel. Upam, da bo pač tehnologija na naši strani. Z nami so in v bistvu na obisk v Argentino in Urugvaj se odpravljajo avtorici Clarisa Jovanović in Majda Koren. Zelo uveljavljeni avtorici s širokim razponom različnih aktivnosti, ki jih ob sodelovanju tudi opravljata. Potem pa v bistvu v Argentino odhaja tudi Polona Konjedic, torej sodelavka založbe Malinc, in Katarina Kogej, ravno tako sodelavka založbe Malinc. Mogoče samo toliko za uvod, pač založba Malinc se trudi med torej špansko govoreče na obeh straneh Atlantika prenesti tudi slovensko literaturo. Zelo se veselimo sodelovanja z različnimi akterji, z različnimi društvi, z različnimi organizacijami in to je pač samo eden od projektov, ki jih pač peljemo, tokrat na področju nekaj malega, na nekaj malega Argentine in tudi Urugvaja. Tako da mogoče bi Polona ti predstavila program, zelo na kratko, kaj boste počele, kje boste. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Tako kot je že Barbara povedala, jaz bom skupaj z avtoricama in sodelavko Katarino odpotovala v Argentino, mudili se bomo tudi v Urugvaju. Predstavili se bomo tako slovenski publiki, kot tudi špansko govoreči. Začeli bomo v knjigarni Moebius, potem se bomo pridružili lektorata, ki jo vodi Tjaša Lorbek na Univerzi v Buenos Airesu. Potem se bomo malce razdelili. Clarisa Jovanović bomo odšli v Entre Rios, v Paraná, kjer se bomo srečali s člani društva Asociación Triglav de Entre Rios. Pripravljajo pa tudi dogodek za otroke v Seritu, ki mislim, da oddaljen približno 1 uro od Paraná. Medtem ko se bosta avtorica Majda Koren in sodelavka Katarina Kogej ta čas bosta obiskali Kordobo, kjer se bosta srečali z lektorico Majo Kračun in tudi člani društva. No, v povratku v Buenos Aires, 4 se hkrati vračamo v Buenos Aires, pa bomo šli kar direktno potem v Montevideo. V Montevideu bomo najprej obiskali otroke, ki se udeležujejo bralnih delavnic v Centro Cultural de España. Naslednji dan, torej 9. oktobra, zdaj tukaj malo spuščam datume, da ne bom predolga, pa se bomo udeležili 87. obletnice društva Primera Asociación Transmorana de Montevideo. Potem se počasi že vračamo v Buenos Aires, tudi veleposlanik v Buenos Airesu in tako bomo tudi zaključili tale obisk. Ja, kar obilen program. Vidim, da obvladate španski jezik in sedaj bi pa vprašal glede prevajanja, ko se pač pride do tega, da projekt potrebuje iz slovenskega jezika prevod. Kakšni so izzivi, s katerimi
morda različicami si morate pač pomagati, glede na to, da španski jezik v Španiji ima različico iz, naprimer, srednjoameriškem in južnoameriškem. Prosim, če mi lahko razložite. Ja, mogoče bi se tokrat kar vključila tudi jaz. Torej, ja, mislim, to je vedno velika dilema, ne? In Damjan, ti jo prav zelo dobro tudi sam poznaš. Namreč, torej, v jeziku, ki ga govori toliko ljudi in ki je, kljub temu, da je enak, hkrati različen, kako nekako najbolj ustrezno pač približati izraz enega jezika, ki ima čisto drugačno kulturno zaledje, a ne? Kjer je veliko dialektov, kjer je veliko drugačnih izrazov, španščina pa seveda tega nima, mislim, ne da ga nima, ampak je v resnici, ko se prevaja v španščino, v resnici to treba vse pustiti za sabo, a ne? Se pravi, težko v bistvu nekako neke dialektalne stvari vlečeš s sabo, zaradi tega, ker v resnici skušaš vse, oziroma težiš k nekemu malo bolj univerzalnemu jeziku, ne. Zdaj, pač vsak seveda prevaja tisti jezik, ki mu je bližji, meni je bližja pač seveda iberska španščina, ne, zato pač prevajam v ibersko španščino oziroma skušam čim bolj nevtralen jezik uporabljati, ne, ki pa še vedno je za nekega bralca iz Argentine, je to gotovo ne njegova španščina, oziroma ni tista španščina, ki bi si jo on želel, ne. Tukaj smo se veliko pogovarjali tudi to ravno s prevajalci, ki prevajajo slovenščino, slovenske avtorje v Argentini, s Lorencijo Ferrer, recimo, ne, s Pablo Maragado tudi, s Julio Saraču, z vsemi, torej uredniki, prevajalci, ki delujejo na tem področju, ne, in Damjan, gotovo tudi ti lahko kaj pač poveš, kje je tista meja, kje je tista neka nevtralna španščina, ne. To so v bistvu vedno težke odločitve in tukaj nekako prevajalec, mislim, da nikoli ni sam dovolj kompetenten, vedno rabi še enega bralca, urednika, najpogosteje, ne, ki potem mu pomaga tudi pri teh odločitvah, ne. Ja, mislim, da bolj kot drugo zmeraj mora prevajalec gledati na obseg, do katere skupine bralcev bi rad prišel, ali pa trg, kjer bi se pač ta tekst potem razvijal. Španščina je tako carro, avto, in moraš pač vedeti, za katero se gre, ker na primer v Južni Ameriki, ko govoriš, da carro je za voz, ne za avtomobil. Če greš pa srednjoameriško polobje, pa carro pomeni avtomobil. Gre se za drugačne prevoze, ista beseda. Ja. In tako imaš pa tudi drugih bolj točnih, pomembnih kulturnih analizov za narediti. Na primer, iz slovenskih, kmečkih ali pa staroslovenskih izrazov, da prideš do današnjega bralca v eni sodobni španščini, je kar nekaj dela. Bi bilo morda iz stare slovenščine pretok hitrejši ali pa dosti lažje, če bi šlo v staro španščino, ker je bila bolj na nek način za tiste čase ista španščina veljala za vse te države. Zdaj imamo pa južno polovlje, srednjo polovlje Amerike in potem pa, kar je v Evropi, je pa španščina kot taka. Zmeraj pa logično se moramo pa osredotočiti izvirno španščino, ki pač izhaja iz Španije. To je z mojega vidika. Sicer, zdaj pa me zanima to, že ko govorimo o kulturi. Ti prevodi španskega jezika, kakšen obseg imajo, ali pa če so prav zanimive te knjige za
slovenskega bralca, koliko je kaj razvit španski jezik med našimi Slovenci. Mislim, ali je to bolj namenjeno vedno gledano na javnost španskih držav, bodisi v Evropi ali pa izven Evrope. Ne vem, če sem bil dovolj jasen. Nekaj je ravno prekinjalo vmes, lahko še enkrat prosim ponoviš, no? Ker ne vem, če smo... Seveda. Ja. Me zanima vedeti, če v Sloveniji ti prevodi so na nek način zanimive za Slovenca, koliko je kaj razvit španski jezik v Sloveniji sami, ali če ti prevodi, ki jih delamo bodisi izven Slovenije ali pa v Sloveniji, so v bistvu osredotočeni samo za špansko javno publiko, bodisi v Evropi ali pa v drugih državah po svetu. No, to je zelo zanimivo vprašanje, ne? Jaz mislim, da v bistvu so večinoma to itak besedila, ki so namenjena špansko govorečim. Torej, seveda, kljub temu, da pač je, torej, seveda v Sloveniji se ljudje tudi učijo španščine, španščina je precej priljubljena in tako, ampak vendar so to pač prevodi, ki so prvenstveno namenjeni torej špansko govorečim, ne? Gre pravzaprav za tisti most, ki nekako umanjka, ne? Se pravi, slovenščina je pač majhen jezik, majhno število govorcev, hkrati pa seveda si, torej v španščino, ko jo prevajamo nekako, skušamo pač te slovenske avtorje, ne, tudi odpreti v svet in poiskati nove bralce. Ne, in recimo, zelo zanimiv primer je obeh avtoric, s katerima danes govorimo, ne. Tako, recimo Majda Koren je prevedena recimo v španščino, torej dve njeni, recimo dva njena stripa, O Capu in Bundu, ne, to sta v bistvu zelo zanimiva besedila. Hkrati sta to v bistvu besedili, ki sta prevedeni tudi v katalonščino, ne, ker je prek španskega prevoda nastal tudi katalonski prevod. Hkrati je pa recimo Majdino besedilo Skuhaj mi pravljico, je pa v bistvu prevedeno tudi v španščino, je dostopno v eni taki malo bolj recimo nevtralni obliki. Po drugi strani pa, ko je pa zgodba izšla v Paragvaju, ne, je pa v bistvu torej je bil prevod seveda adaptiran, ker je pač seveda urednik se tako odločil, da je pač gre za mladinsko besedilo in jo je pač tako pač priredil, a ne. Po drugi strani pa recimo Clarisino besedilo, ne, je pa Clarisino besedilo Telovadec Nikolaj je pač verzno besedilo. Se pravi, to pomeni, ne, da recimo, ko sem ga pač prevajala, seveda sama ga nisem mogla prevajati, sem ga prevajala z enim zelo znanim španskim pesnikom, ki je pred kratkim dobil tudi nacionalno nagrado. In je v bistvu mi on pomagal, v resnici sem naredila prozni prevod, potem je pa on verze delal, ampak način, na katerega je prevajal, je zelo so igrivo prevedeni te verzi, ne. Tako da v bistvu tudi tukaj je cel kup enih dilem, ki jih pravzaprav vedno sproti kot prevajalec pač rešuješ oziroma nekako skušaš v bistvu pač na tak način seveda avtorje postaviti v neko novo kulturo, ne. Ja, kot zanimivost, jaz sem opažal, sicer še danes opažam, da španski jezik do slovenske javnosti je prišel preko nadaljevank ali pa preko različnih televizijskih oddaj, ne vem, na primer iz Venezuele, Mehike in tako dalje. Ni pa prišlo iz strani pisane kulture, bodisi književnega jezika. To sicer je še vedno kultura, prišlo je pa iz drugega zornega kota, bi rekel, to je prišlo z teh virov, ki so danes morda bolj mogočni kot sama pisana beseda in to glede na videovizualnost ali pa na konkretno kakšne filme, ne. Logično, mislim, da v vsakem primeru je to
dobiček za kulturo in za človeško rast, zaradi tega, ker pač s tem se navadiš in prejemaš tak širši nadzor svetovne kulture. Ne? In je kakor, da je v tem smislu svet, ki je povezan, pridobiva iz enih in drugih najboljšega, kar se lahko dobi iz kulture. Seveda je pa tudi potem vprašanje, do katere mere je to smiselno in do katere mere je dobro uporabno. Vedno pride potem vprašaj, kaj pa narodna zavest, kaj pa sodobni jezik, to je pa drugo. Ne? Če lahko nadaljujem, glede na to, kar smo s prevajanjem se pogovarjali, prevaja se slovenske avtorje, kaj pa druge? A misliš, v slovenščino se ogromno prevaja, ne? Ja, slovenščina v bistvu itak, slovenska literatura, mislim, zdaj lahko gremo zelo v preteklost, ampak slovenska literatura v resnici temelji na prevodu, ne? Trubar, slovenska literatura pač je, torej prevod je pač konstitutivni del, ne, pač slovenske literature, ne. In v bistvu tudi, koliko si prej pač omenil, tudi Prešeren recimo se je učil iz španskih, od španskih, torej zlatega veka španskih avtorjev, ne. Jaz sem se s tem kar nekaj ukvarjala, no. Stanko Vraz, ko je prevajal recimo romance, je iskal zelo, kakšen bi bil recimo prav prevod recimo asonance in tako. Mogoče, ne vem, mislim, sigurno pač je, veliko se prevaja in prevaja se v bistvu tudi različni avtorji, se mogoče tukaj se tudi Clarisa malo vključi, ne, pač Clarisa je nenazadnje res vrhunska prevajalka iz novogrščine, ne samo iz novogrščine, tudi iz francoščine, ne, iz romanskih jezikov. Mogoče, Clarisa, ti poveš svojo izkušnjo. Ja, glede prevajanja, najprej prevajanje je nikoli končano delo, ne. Človek bi lahko prevajal eno knjigo celo življenje, ampak mi imamo neke roke, ne, in se treba nekaj ustaviti, ne. Zdaj, glede prevajanja je res, kot je rekla Barbara, to je konstitutiven del, ne, bom rekla, neke naše pismenosti, bi lahko rekla, ker je pač slovenščina s tako majhnim številom govorcev je res pač, če naj bo vključena v to neko evropsko, bom rekla, ne zdaj samo evropsko, ampak tudi širšo neko svetovno, bi človek rekel pismeno, zavestne, mora biti razgledana tudi po drugih, bom rekla, sosednjih, bližjih in tudi bolj oddaljenih kulturah, ne. Zdaj, ja, s prevodi tako, da pač ni, kot sem že povedala, nikoli ni konca, ne kraja, ne. Jaz mimogrede prevajam veliko tudi slovanskih jezikov, ne, makedonščina, srbščina, pač to do otroštva, bolgarščina tudi, ker je zelo podobna, nepodobna, pač zelo blizu, ne, makedonščini. To so neizpete pesmi, kako ne rečem. Tu je milijon stvari. Ni dovolj, recimo pri prevajanju, ni dovolj, da prevajaš, da poznaš samo jezik, sintakso, gramatiko, pravopis, ne, ampak je strašno pomembno, da poznaš kulturo. Da poznaš kulturo, mislim, tistega jezika, iz katerega prevajaš. Ali po domače povedano, kako tam ljudje razmišljajo, kako živijo, treba je poznati njihovo mentaliteto, ne, zato je neskončno dragoceno, če se le da tam živiš določen čas, ne. Jaz sem srečo, da me zanimajo, da me vsa humanistika zanima poleg jezikov, da sem pač želela študirati in arheologijo in muzikologijo in, ne vem, jezikoslovje in primerjalno jezikoslovje in etnologijo, ne, etnologija je tukaj zelo pomembna, ne, ker pač, jasno, ljudje nismo od danes, ampak smo tudi od včeraj in predvčerajšnjim, ne, tako da tudi določeni običaji, ki so zamrli, še zmeraj živijo v frazemih, ne. Pač večkrat so omenjeni tudi v nekem metaforičnem smislu, ne, tako da če ne veš, ne poznaš običaje, ne poznaš te kulture, ne, zgodovina je enako pomembna, ne. Skratka, tu se človek ne more nikoli dovolj dobro oborožiti, opremiti, ne, za prevod, ne. In nikoli ni dovolj dobro in nikoli ni, zmeraj je to work in progress, kot se temu reče v angleščini, ne. In ja, tako kot je že povedala Barbara, ne, urednik, ne, je tukaj, dober urednik je zlata vreden, ne.
dober urednik, zato ker nenazadnje res potrebuješ še nekoga, nek odsev, ki bo nek odsev tvojega dela, ne, ki bo znal, ki mora biti pa seveda kultiviran in kompetenten, ne, to je pa res, ne. Tako da, zdaj, če me kakšno vprašanje posebej v zvezi s tem postavite, bom še povedala, jaz sem zelo zgovorna. Mi ni težko govoriti. Malo me usmerite, če hočete še kakšno, da še kaj povem, ne. Ja, no, samo to povem v zvezi s tem, s tem zdaj za sodobno prevajanje današnjega časa malo lažje, zato ker morda prideš v stik z avtorjem, pa živiš v tem času in če je to v času in spoznanje avtorja je toliko lažje. Seveda, če smo pa v času zgodovine, moraš se pa toliko bolj udejstvovati na to, prepoznati, skušati na čim boljši način se prizadevati, da boš na prostoru, kraju in času in šele potem prevajaš. To je težko delo. Ja, jaz sem zmeraj v stiku z živimi avtorji do zdaj. Karkoli sem prevajala, sem pač si z njimi dopisovala, če mi kje ni bilo kaj jasno, ali če je obstajal procent negotovosti, ne, sem pač se... Ampak če gre za žive avtorje, ne, sem pa tudi prevajala take, ki so že dolgo časa pod rušo, tam so pa druga orodja jim pomagala, ne. Če smemo vprašati, zdaj, kako gledate na to, ta razvoj, ki ga imamo iz tehnologije, in kako gledate bralca današnjega? A je 100% v digitalni performanci ali je še vedno ljubiteljev tiskanega načina oziroma v papirnati fizični obliki? Zlasti, ko gledamo za mlajše, zdaj gremo na vašo stroko, kako vidite to manjšo publiko v zvezi s tem? Ali so bolj nadarjeni na slikanice in pisano verzijo ali na mobilnem ali računalniški digitalni obliki? Ja, zdaj, če meni namenja to vprašanje, Barbara, boš ti ima tle, jaz govorim na to vprašanje? Nič mi nihče ne pove zdaj. Ti pa Majda, ne? Ja. Ja, bom zdaj jaz, potem pa bo še Majda kaj povedala. Ja, zdaj, glede, če se fokusiramo na mlajše, torej na mlajše bralce, ne, jaz bi rekla, da to, kar vsi vemo, ne, mlajši bralci so bombardirani z vizualijami. Pravzaprav ta svet vizualij se stopnjuje zadnjih 20 let in to z neizmerno hitrostjo, ne. Otroci so všeč, ne všeč, pač navezani oziroma seznanjeni, ne, tudi celo že zasvojeni, ne, z raznimi igricami, z ekrani, z tablicami, z skratkem, da ne naštevam, ne. Tako da, zdaj knjiga, tiskana knjiga, ne, tiskana knjiga, slikanica, seveda, ne, slikanica je spet jasno, to so vendarle neke vizualije, ne, slikanice so še vedno lahko zelo privlačne, ne, mislim pa, da tukaj da so neskončno pomembni, zelo pomembni, ne, starši, ne. Današnji otrok bo prej posegel po tablici, če bo sam doma kot po knjigi, ne. To sem skoraj trdno prepričana, vsaj večina otrok, če bo imel pač tablico pa knjigo, tudi če je slikanica, ne. Zdaj, tukaj so pa starši izjemno pomembni, ne, zdaj starši, ki bodo znali pač otroka pač skupaj z otrokom sesti k knjigi, odpreti knjigo, mu zadevo tudi prebrati, takrat, ko otrok 6. leta, ko še ne bere, ne, če mu bodo skratka znali prebrati zadevo, pa še, če znajo starši, to ne znajo vsi, če znajo brati, torej na privlačen način, če znajo interpretirati, ne, in mu s tem tudi nekako dopovedati, da se je fajn naučiti brati, ne, da pač te črke, da temi črkami se skrivajo cele zgodbe in tako, ne, potem recimo, ja, potem imamo lahko še, tu je še nekaj malega upanja, ne. Sicer pa jaz mislim, da sploh pri zelo mladih tiskana knjiga žal zgublja tekmo s temi drugimi mediji, ne. Ampak tako, kot sem že rekla, ne, pač, ja, starše bi bilo treba mogoče pač, ne, nekako
v to smer nagovarjati, da naj vendarle ne dajo spodbudo. Tako da, seveda, potem pa še tretji način, ki tudi, no, če smo že pri teh zgodbah za otroke, ki pa tudi otroke lahko tudi nekako pritegne, to je pa živa interpretacija, ne? Če recimo avtor sam ali pa kakšen igralec, no, to zdaj ni bistveno, če v živo otrokom pač pove, mogoče še v kakšni minimalni glasbeni spremljavi, ne? Ampak to je potem že v bistvu nekako odrsko podajanje te zgodbe, ne? Tako da, ne vem, Majda bi še ti mogoče kaj povedala na to temo. Ja, jaz bi rekla, da je fino, da sobivajo vse te reči. Ne moramo mi zdaj te reči, ja, televizija ne bo, interneta ne bo, samo knjige bodo. Mislim, da se lahko učimo iz vseh teh medijev. Jaz sem še neko drugo pot ubrala, da sem dala stvari na internet in preko interneta spodbujala otroke k branju slikanic in knjig na splošno. To pa seveda, to pa najbolj pomembno. Starši so najbolj pomembni, pa število knjig v domači knjižnici, pa to, ali imate vi doma ves čas prižgano televizijo, ali jo znate tudi ugasniti, ne, to je lahko velik problem. Toliko. Mogoče bi jaz sem še res izpostavila, Damjan, če dovoliš, ne, mislim, Majda ima v bistvu res župca net, Majda je, ne, ta portal. Zelo, ona mislim, da je, ne vem, mislim, da ne bi zdaj želela biti krivična do kogarkoli, ampak Majda je bila tukaj pionirka, ne, ker je znala, tako je rekla, vzpostaviti neko povezavo med knjigami in med tem portalom, med spletom, no, tako da. Ja, to se je dogajalo med leti 2000 in 2010. Večina teh vsebin je še vedno dostopnih, ravno za začetne bralce, to bom lahko na teh predstavitvah tudi pokazala. In ugotavljam, da je še vedno vse zelo aktualno, sploh v času covida, ko smo bili vsi zaprti, so učiteljice odkrile to, ne. Jaz sem pa začela s to stranjo ravno zato, ker spadam tudi med odvisnike od interneta. Sram me je, ampak tako je. Se morajo sobivati vsi ti mediji, absolutno, ne, se strinjam, sobivati morajo in tudi se ne pravijo, da sobivajo. Tudi internet prinese marsikaj koristnega, seveda, absolutno, ne, ogromno informacij nam da. Ampak tukaj so tako, kot je rekla že Majda, ne, so starši res pri teh, bom rekla, otrocih, sploh pri mlajših, ki še ne znajo brati, ne, so starši res zelo pomembna spodbuda, ne. Pa število knjig, jasno, če se kupuje knjige in so na polici, bo otroka prej ali slej vendarle zamikalo, da bo pa tudi iz radovednosti kakšno knjigo vzel, ne, pa je malo polistal, ne. Tako da, ja, evo. Kaj pa menite sedaj o kulturi branja? V sedanjem času, vsaj jaz imam ta občutek, da se uporablja čedalje manj časa za ta užitek branja, ne. Se pač ogromno stvari prebira, ampak morda osnovno niso pač več ali manj tako pomembne stvari, ampak so bolj, reklo, v sedanjem jeziku bolj na easy, bolj lahke reči, hitre, morda odlomke. Pri otrocih se tudi to opaža, jaz vidim, da v današnjem svetu otroci so več ali manj v teh elektronskih igricah in to je pa zelo slikovito, dinamično in potem otrok na nek način ne drži se za eno edinstveno reč dolgo časa, ampak le za trenutek in takoj pristane na drugo. A je to pojav, ki se ga opaža samo tu, ali pri vas je
kaj podobnega ali pa sličnega v tem oziru. In katera naj bi bila vloga iz strani avtorjev, da pride do privlačnosti, da bi otrok nadaljeval s tem, iz začetka seveda iz strani staršev, prijateljev ali pa bratcev, ki so bolj odrasli, ki jim lahko prebirajo, potem pa da pridejo do zanimanja, da bi sami začeli brati enkrat, ko pridejo do prvih besed. Morda je bolj splošno vprašanje, ampak me zanima ta vidik, kako vidite vi strani vaše izkušnje. Šmaj, da ti najprej povedala, da ti najprej. Jaz, če povem, sem bila dolga leta učiteljica in moram reči, da tam do 5. razreda ni težav, takrat še vsi berejo, potem pa branje zelo močno in hitro upada, sploh pri fantih. Tako da se išče načine, kako najstnike in sploh fante pridobiti za branje. Ker to seveda velja tudi pri nas. To igranje igric na računalniku ali pa pač brskanje po računalniku, to vse kar posrka vso koncentracijo, ki jo imaš in nimaš več te sposobnosti, da bi se usedel in celo popoldne bral eno knjigo. To je res, to se vidi, to pomanjkanje koncentracije. Za najstnike pa tako išče se recimo pustolovske knjige, žanrske knjige, detektivke ali pa te športne, kakšni nogometaši, kakšne vsebine, ki bi jih bolj privlačile. Mi smo morali brati o Pestrni, to je bila ena uboga deklica, ki je pasla kravice. Zdaj pa morajo biti knjige take, da opisujejo njihovo sedanje življenje, sodobno življenje. Potem jih imajo raje. Ali pa popolnoma izmišljene svetove, tako kot jih vidijo tudi v filmih. To je problem, ampak knjiga ne bo izumrla zaradi teh novih medijev. Vse pa mora boriti s temi novimi mediji, majčkeno tekmovati z njimi. Pa še to sem opazila, da tisti bralci, ki sploh ne grejo stran od knjige, teh je še vedno enako število, kot jih je bilo recimo na en šolski razred 2-3 bralci. To se sploh ni spremenilo kljub tem novim medijem. Tako da imamo še upanje na dobre čase. No, seveda, ja, verjamem, da vsi mi imamo upanje, tisti, ki držimo kulturo iz strani pisane besede. Kaj pa glasba? Clarisa, bi lahko nam malo omenila tvoj vidik in izkušnje strani glasbe in kako se vidi to pri otrocih, kakšen odziv imajo na to? Prosim. Ja, jaz glede svoje glasbene dejavnosti, ki je sicer zdaj od covida naprej majčkeno manj intenzivna, še zmeraj pač nastopam, ampak ne toliko skupino, pač ta covid je marsikaj ustavil. Jaz sem se zdaj pač malo bolj fokusirala, ker imam pač obdobje malo bolj na literaturo, malo bolj na glasbo, zdaj sem malo več v literaturi. No, ampak jaz sem za otroke, če zdaj se bom pač na otroke nekako osredotočila. Jaz sem za otroke posnela, naredila 3-4 projekte pravzaprav, od tega so 3-4 na CD-jih pravzaprav, celo prvi, ki je bil dolg časa na audio kaseti, je zdaj tudi na CD-ju. In gre za, v bistvu v prvih 2 projektih je šlo za priredbe ljudskih pesmi, poudarjam priredbe. Pri 3. projektu, tam Gori na gori, tu so tudi obstajali tudi zelo fajn videospoti, ki sem jih za nacionalno televizijo posnela že pred leta 2008, se še zmeraj občasno vrtijo. Tam je pa že šlo za velik del, bom rekla, komponirane glasbe, namreč jaz sem imela odlomke iz Štrekla, ki je legendaren, se vemo, zapisoval slovenske pesmi, 100 zapisal, so pa njem je pa večina brez notnih zapisov, Veliko tega je tudi že pač glasba pozabljena in jaz sem potem te nekatere, bom rekla,
včasih so zapisane v zelo fragmentarni obliki. In jaz sem te neke fragmente, recimo, ne vem, 1 ali pa 2 kitici, potem sem pa jaz na osnovi tega dopisala naprej še 3 kitice, recimo, v istem metrumu in tudi zgodbo nadaljevala, ne. Tako da to je veliko avtorskega dela in potem to dala v glasbiti Andreju Misonu, ugleden skladatelj, profesor na akademiji tudi, ne, mu je bilo to veliko veselje in je to glasbo, ne vem, po nekih, sliši se kot ljudska pesem, no, skratka, ne, meni ta projekt izjemno ljub, ne, in potem je tukaj še zraven stopil še Rado Jakša, ki je tudi jazzist, med drugim pa ne samo, ne, in oba skupaj sta delala aranžmaje, to smo posneli, parkrat sem tudi jaz to predstavila, ne, nismo pač naredili takega projekta z tega, ker bi potem morali iti na oder, pa žal zmanjkalo denarja in še marsičesa, ampak je pa na CD-ju, no. In potem imam pa še eno glasbeno pravljico, Zakaj je morje slano, ne, tam sem pa tudi te razne motive z raznih koncev, ker je kar nekaj pravljic na to temo, nekem mlinčku pač pada v morje in melje sol, povezala med sabo, vmes sem tudi neke songe napisala, ne, ki jih pojem na melodijo neke znane slovenske ljudske pesmi. To zadnjo sva z Ladom Jakšo tudi predstavljala neparkrat, ne, sem imela luštne nastope na to temo. Zdaj pa tisto, kar sem pač morala sem malo pač tole opisati, ne, to, kar se mi zdi pa pomembno, ne, je pa ena stvar, torej, če govorimo, ker jaz sem se v glavnem, kot sem že rekla, ljudskih pesmi lotevala, ne, ali vsaj na ljudsko temo, ne, prvič, priredbe, treba narediti priredbe, ki so, torej ritmizirali smo mi vse te zadeve, zato ker danes vemo, da otroci že od plenic naprej poslušajo pop glasbo. To so popevke, to so zadeve, ki so ritmizirane in da ne bom z tega delala znanosti, ne, ker imamo premalo časa. In ko sem že rekla, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da otroke načeloma, ne, zborovsko petje, ki recimo ima pri nas dolgo tradicijo, ne, če otrok sam sodeluje v zboru, mu je to veselje, ne, da bi pa otrok šel kot poslušalec sedeti, ne, v dvorano in poslušati zbor, kako poje, mislim, da je bore malo takih otroka, ne. Torej, ali otroka direktno, torej pač pritegne, da sam poje v zboru, sicer pa te pesmi, ki sem jih jaz omenila, ne, nekaj tega imela sem tudi nekaj projektov, če ne bom zdaj govorila, ki so bili pa prav posebej za oder, ne, neke pravljice pač, pa sem potem s kitaristom tu, ali pa soigralcem, ne, predstavila. V glavnem otroka ne zanima, to hočem reči, da ti prideš na oder, zdaj jaz pridem na oder s 3 glasbeniki in pojem lepo te, če so še tako privlačno zaranžirane, te ljudske pesmi, ne, ali pa kakršnekoli, ne. Če že, potem je treba iz tega narediti šov, kot se temu reče, ne, kar pomeni, je treba te pesmi povezati v neko zgodbo, ne, in potem je treba pol to pač, ja, vmes, skratka, narediti, ja, celo odrsko zadevo, po možnosti vključiti tudi ples, če se da, ali vsaj gibanje, ne. Torej, otroka, ja, to, da boš ti prišel tja in lepo zapel neko pesem pred mikrofonom, kot na kakšnem festivalu, ne, to otroka ne zanima, ne. Kar pomeni, in zdaj na podoben način, zato sem tega, prej sem že omenila, ne, na podoben način sem jaz, ne vem, tudi 2-krat, 3-krat, no, predstavila tega Nikolaja ob spremljavi Tokalca, a ne, tam potem, to sem pač zaranžirala, skoreografirala, jaz to znam na pamet, da govorim te verze na pamet, ne, tudi vključujem otroke, da na določenih mestih skupaj z mano ponavljajo ali štejejo, ne. Ta Tokalec to zelo privlačno spremlja z raznimi temi zvočili in tako dalje. To je en način, kako ne tudi tekst ali tudi glasbo, kot sem že rekla, ki je povezana z nekim izročilom, ne, v tem primeru slovenskim recimo, ne, kako to približati otroku, ne. Ampak v tem primeru, kot sem že povedala, smo se oddaljili od tiskane knjige, ne. To je zdaj, torej imamo, na eni strani imamo tiskano knjigo, na drugi strani imamo nosilce zvoka, ki naj bi recimo konkurirali temu, ne, in jaz se, zdaj pa glede nosilca zvoka, vem pa, ne, če recimo to postavimo zdaj ob bok neki tiskani knjigi, vem, da so se ti otroci mnogih mojih znancev, sorodnikov in tako dalje, da so pa te CD-je radi poslušali, predvsem v avtu. Ker danes itak največ glasbe posluša v avtu, ne. Ko so šli starši na pot recimo, ne, pa so se 2-3 ure vozili, so pa jaz z veseljem te CD-je poslušali, ne, to pa ja, ne. Ne bi me gledali 2 uri, pa 1 uro na odru, kako te pesmi pojem tam, kot če bi kol požrla, ne, pred mikrofonom, ne, ampak takole so jih pa radi poslušali, ne. To zdaj, ne, glede, ne vem, če bi na to temo še kaj kazala povedati. Spet
poskušamo se prilagoditi otrokom, poskušamo se prilagoditi temu času, ki je, kot ste že prej omenili, zelo, zelo, kako bi rekla, ne samo, da je razgiban, zelo je nervozen, zelo je razpršen, ne, in temu primerno je razpršena tudi pozornost otroka, ne, in zdaj kako to pozornost kanalizirati, ne, kako jo usmeriti v neke vsebine, ki so dragocene, ne, to je velika znanost. Saj to je, ne, mislim, dilema pride v tem, ko gledaš na otroka ali pa bodoče generacije, ne, živijo popolnoma drug svet, katerega smo morda mi dojili pri otroštvu. In to so veliki izzivi, mislim, in v pisani besedi, in v slikanici, v risbah ali pa v glasbi, kako doseči ravno to, ne? Da prideš do otroka, da ga povabiš na drug svet in da se ta oseba, otrok, pozanima za to, ne? Da pride do tega, da pač dobi pravo izkušnjo. Ne vem, kako gledate na to, mislim, razliko med našo, bodisi pred 50 leti generacijo, današnjo in bodočno. Kako vidite na te tri različice istega dela? Jaz bi sicer Majdo malo podregnila pod rebra, Jana pove, še kaj, da to Ja, po eni strani mi tega sveta ne razumemo, ne? Nam je tuj in tudi njihovo razmišljanje. Ampak v osnovi so pa otroci vedno isti, imajo svoje strahove, imajo ljudi, ki jih imajo radi. Tako da na koncu, tudi ko pišeš o njih, lahko govoriš vedno o enakih temah. Ali pa o tem, da koga nadlegujejo ali ustrahujejo. Te stvari so vse ostale še enake, kot v našem času, ki jih mi prej nismo poznali. Če omenim samo, da sem leta 2000 pisala zgodbo, kjer otrok prinese igrico domov na disketi, in če jo jaz leta 2022 preberem ali to omenim, me vsi otroci debelo gledajo, ker čez 22 let, če nihče več ne ve, kaj je to disketa. Tako hitro se ta tehnologija spreminja in razvija, tako da seveda, zato so tudi oni drugačni. Mislim, da se oni lažje prilagajajo tem spremembam, kot smo se mi. Oni živijo z njimi. To. Ja, zagotovo sta to dva različna svetova, to je jasno. Ja. Naš pa njihov sveta. Težko je verjetno tudi, včasih je težko sprejeti ta svet današnjih otrok. Je pa res, kot je rekel, da pač jasno, tako kot so naši starši tudi naš svet sprejemali, čeprav je neka temeljna čustva, je pa res, da ostajajo. Neka temeljna čustva se pa vendarle ne spreminja tako zelo radikalno. Način je pa, jaz si glede prihodnosti, kot ste vi rekli, si pa jaz ne bi upala nič napovedati. Zelo, 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 tudi glede knjige, zdaj kakšno prihodnost recimo ima knjiga, tiskana knjiga govorim. Ne vem, glede odraslih ljudi, torej zdaj se še zmeraj se tiska ogromno stvari, kljub temu, da knjiga je tiskana, je v zatonu, ampak vendar se še zmeraj ogromno tiska. In zdaj, če jaz pomislim, da je obdobje tega masovnega branja, torej tiskane knjige, se je pravzaprav začelo po drugi svetovni vojni. Torej že med obema vojnama, ampak pospešeno po drugi svetovni vojni. In zdaj zadnjih 10 let pa recimo to, ali pa zadnjih 6-7 let to pa upada. Jaz včasih pomislim, da ne vem, da pač jaz bi se težko sprijaznila s tem, da bo tiskana knjiga recimo kar umrla, ker jaz imam strašno rada liste, rada imam von papirja, rada imam fizično knjigo v roki.
Tudi manj je utrudljivo brati s papirja, to je fizično dokazano. Manj je utrudljivo branje s papirja kot z ekrana, ne. Morda, recimo, ena od mojih hipotez, ne, morda bo pač čez par desetletij tiskana knjiga spet ene vrste luksus, tako kot je bila kar nekaj stoletja, ne. Še do konca 19. stoletja. Knjige so bile drage, knjige ni se tiskalo karkoli, nisi mogel vsak privoščiti knjige, ne. Knjiga je bila res dobrina, ne, in tudi dragocenost, tudi čisto v finančnem smislu, ne. Morda pa, ne vem, morda pa, to je ena od hipotez, ne, morda pa se nam spet obeta to, ne, da pač, kaj pa vem, Majda si ti htela nekaj dodati na to temo? Ja, jaz upam, da bo tako, da bo ves to, kar rečemo junk, se pravi vsa slaba literatura, da bo vse najprej na internetu in samo te dobre stvari bodo natisnjene. Upam, da tudi jaz bi želela. Pa če se spomnimo na te vinilne plošče, ki so spet prišle nazaj in so spet v modi, ne? Za sladokusce. Tako bo, verjetno bo tako tudi s knjigami. Jaz še vedno zelo rada odprem novo knjigo in jo tudi poduham, da in mi lepo zadiši. Saj to je to, no, to je naša generacija. Jaz tudi po slovarjih nekaterih, čeprav jih dobim na internetu, ne, še zmeraj, če se mi grozno navodi, odprem tisti 5-kilski, 10-kilski slovar in mi je lepo odprem. To mi je neskončno lepo, ne, meni. Ja, tako je. Majda, vem, da ste bili kar obilno nagrajene, nam lahko malo pač razložite, zakaj so bile te nagrade in kdaj so te prišle v vašem življenju in pač doživljanje za vsako, morda. Ja, najprej prva nagrada je bila v zvezi z neko zgodbo, ki so mi jo zavrnili. Niso me hoteli objaviti v eni založbi. Čeka profesorica iz Maribora, ki poučuje to mladinsko književnost. In od takrat naprej je tista zgodba z naslovom Protideževna juha v vseh berilih za 4. razred, ker jo je ona tako pohvalila. Tako to se mi je že zdelo eno lepo zadoščenje. Potem druga, ta, ki je dobila največjo nagrado Večernico, to je Večernica je naša nacionalna nagrada za mladinsko književnost. Jaz jo primerjam s Kresnikom, a ne, Kresnik je za romane za odrasle. To je pa zgodba Eva in kozu, ki govori o Evi, deklici, ki hodi v 2. razred in katere starši so se ločili, starša sta ločena. Ona pogreša očeta in zato nekako se pri njej, ne vemo, kako se pri njej znajde en kozel. Tudi ne vemo, a je ta kozel žival, a je lutka ali kaj je. In temu kozlu pripoveduje vse, kar se je hudega zgodilo, ker pogreša očeta. Tisto, kar bi očetu povedala. Ta zgodba je potem dobila nagrado. Morda zanimivost, da mi je en profesor pisal, gospa pisateljica, jaz sem pripravil test za to zgodbo za moje učence in sem jih vprašal, a je ta kozel živ, ali je lutka, ali je izmišljen. In sem mu odgovorila, da so vsi odgovori pravilni, ker dejansko je tako. Vsak bralec to vidi drugače, vsak si to zgodbo po svoje zamisli, ko jo bere. Za nekoga je živ, za nekoga je izmišljen ali pa lutka. Toliko. Potem je pa še nekaj manjših nagrad. Ta je glavna, na to sem najbolj ponosna. Zdaj pa glede na turnejo,
kakšno pričakovanje imate, kakšno sliko imate glede tega? Boste pričakovali pač, da bo mlajša publika v bistvu, ali bomo tudi odrasli bili deležni vaših besed, če malo nam orišete zamisel in pričakovanja? Ja, to bi, po moje, najprej bi mogoče lahko Polona tukaj kaj povedala, ker ona to organizira, ne. Jaz, preden Poloni, tako samo po mojem mnenju, no, bo najprimernejša sogovornica tukaj, preden jim prepustim besedo, bi samo to rekla, da gotovo ne jaz, ne Majda, ne bova imeli nič proti, če se tudi odrasli udeležijo teh, bom rekla, srečanj. Nenazadnje tudi otroci ponavadi že itak pridejo ob spremstvu staršev, a ne, tako da gotovo nama bo veliko veselje, če bo čim več ljudi in vseh mogočih generacij, čeprav so recimo ta dela, ki jih pač, s katerimi pač bova nastopili, ne, v Argentini in v Urugvaju so pač, torej ciljna publika seveda so, bom rekla, mladi bralci, ne, otroci. Ampak Polona, boš zdaj ti bolj povedala, ne, kaj in komu je to točno namenjeno. Jaz mislim, da zamisel je... Ja, se opravičujem. Ne, v redu je. Ne, sem samo to hotela dodati, da se v bistvu strinjam s Clariso. Namenjeno je mešani publiki, tako da pričakujemo pravzaprav občinstvo vseh starosti. Ene od delavnic so pa namenjene prav posebej otrokom. Tako kot sem omenila že na začetku, recimo v Montevideo sodelujemo tudi z Centro Cultural de España in tam imajo v bistvu bralne delavnice, ki so namenjene prav posebej otrokom. Seveda bo prišli tudi starši zraven, ampak ta delavnica je specifično namenjena otrokom. In tako bo tudi v Entre Riosu, v Seritu, bomo tudi imeli eno delavnico posebej za otroke. No, ostali dogodki pa bodo za mešano občinstvo, tako da bodo vsi lahko spoznali obe avtorici. Kakor vidim, ne bo samo izključno v slovenskem jeziku, ampak da boste tudi govorili in sodelovali v španskem jeziku, je tako? Jaz glede sebe lahko povem, da jaz špansko dokaj dobro razumem, ne, sem celo nekaj malega nekoč prevedla iz španščine in sem na to zelo ponosna. Pojem v španščini, predvsem sefardske pesmi španskih judov, ne. Ampak zdaj govorim ravno ne, zato ker nisem nikoli imela priložnosti, da bi recimo preživela, ne vem, mesec, 2, 3 ali pa 5, ne, v kakšni špansko govoreči deželi. Tako da v bistvu je to bolj pasivno, ne. Ja, že se stavim. Ko sem bili z Barbara v Španiji, sem tudi že tako, ker si upam, ker mi ni nerodno, tudi se stavim po sili razmer, kakšen stavek. No, v glavnem hočem reči, razumem dokaj dobro, ne. Ker sem se učila špansko 1 leto tudi, ne, lahko tudi bom, če bo tako naneslo, ne, brez problemov preberem tega Nikolaja svojega, ki je preveden v španščino, ga lahko preberem tudi, ne, tako interpretiram v španščini, ne, tudi to lahko, ne. Čeprav se mi zdi, da je fajn, da še zraven mogoče vsaj kakšno kitico povem v slovenščini, da se sliši, kako zveni, ne, slovenščina, ne. Ampak, kot sem že rekla, ne, zdaj, ne vem, Polona pa Katarina, ne, vedve itak govorita špansko, tako da zmeraj bo ena zraven, ne. Tako da mislim, da tukaj tega potem za Majdo mislim, da ni ravno vešča španščine, ampak kot sem že rekla, ker imava 2 taki sodelavki založbe zraven, mislim, da to prehajanje z enega v drug jezik ne bo problem, ne, Polona, če sem prav razumela. Majda. Barbara, kaj praviš? Ne bodo prodali? Ne, se ne bodo. Prav nič ne znam, ampak znam si, no, ola, in še nekaj besed se bom učila. Se že veselim. No, te boš imela vitezinje zraven. Katarina ali pa Polona, tako da ne te ne boš še prodal. Pa los tres osos. Ja, torej, tako je. Torej, vidim, da je zelo obširni obseg, od mladoletnikov, otrok, odrasljev, slovenski jezik, španski jezik, mislim, vsi vabljeni. Make a movie, make a song, make a
dance, make a record, take a glance.